V Slovenski Bistrici so v četrtek 21. aprila slovesno odprli zahodno obvoznico. Za promet je odprta 1,3 km dolga dvopasovna cesta s kolesarsko stezo in stezo za pešce na obeh straneh. Uredili so tudi križišča in odvodnjavanje padavinskih in odpadnih voda. V kratkem bodo dokončali še priključne ceste. Zahodno obvoznico je gradilo podjetje GMV iz Turjancev, investirala pa jo je Direkcija za infrastrukturo. Naložba je vredna 4,5 milijona evrov. Pomembno pridobitev so namenu predali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in glavni izvršni direktor podjetja Impol Andrej Kolmanič. Da gre v porabo za občino, njen nadaljni razvoj in za podjetje Impol, ki je res veliko, lepo podjetje in je potrebovalo in električni vod, pa seveda tudi to cesto in so tudi hkrati zraven investitor, okrog 700 tisoč evrov je vložka v celotno investicijo, ki je ocenjena 4,5 milijona evrov. Se pravi, lepa investicija, ki nagrajuje dobro sodelovanje med podjetjem, med občino in med državo. In tovrstnih investicij se mi želimo še več. V naši neposredni bližini bo kmalu odprta tudi obvoznica Kidričevo. Pragersko vse se dela, kolikor se lahko dela. In ta trenutek se res gradi po celi državi, zlasti na podeželju, ker trdim, da je bilo v preteklosti, kar se tiče zlasti cestne infrastrukture, preveč zapostavljeno. Če bomo imeli dobro zagotovljeno primarno infrastrukturo, kar je recimo primer ta obvoznica, potem se bo tudi gospodarstvo razvijalo, bodo dobro delali in bomo imeli več zaposlenih ljudi. Najboljša socialna država pa je to, da imamo mi ljudi, ki imajo delovna mesta in da so ta kakovostna. Torej, mi moramo krepiti gospodarstvo. In nove investicije bomo imeli res, če bomo imeli infrastrukturo, pač to je primarna stvar urejena. Zdaj, kar pa zadeva torej te obvoznice, pa pomeni sigurno razbremenitev za mestno jedro tega težkega prometa. Pomeni, da je tu več dodane vrednosti, ne na eni strani sama izločitev težkega prometa, potem sigurno se bo ta ekološki vidik popravil, hrup pa bo manj in ne nazadnje tudi varnost se bo izboljšala. No, po drugi strani pa je v sklopu tega bil rešen tudi problem energetske oskrbe Impola kot najpomembnejše naše proizvodne firme. Zdaj s tem je zaključena torej ta druga etapa obvoznice, seveda pa s tem še nismo rešili naših problemov celoti, tako da je zdaj pa pred nami tretja etapa, tako da jaz upam, da se bomo tudi čim prej dogovorili z nekim sporazumom, kako realizirati tudi to tretjo etapo in da bo realizacija tretje etape pa hitreje stekla kot te druge. Ker sicer se zna zgoditi, da bomo imeli pač res prometne zamaške na tem delu izvoza. Ampak glede na to, da smo danes na odprtju te obvoznice, moram res reči, da smo res veseli, da je zdaj do tega prišlo, da bo lahko promet stekel in da bo mestno jedro razbremenjeno. V imenu skupine Impol bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki so pripomogli k izgradnji te obvoznice. Sama obvoznica pomeni ogromno z vidika skupine Impol iz razloga izgradnje novega daljnovoda. Daljnovod omogoča skupini Impol nemoteno oskrbo z električno energijo, seveda to nam pa omogoča nadaljnjo rast. Imamo velike cilje za prihodnost in edino z tem kablovodno bomo jo lahko uresničili. Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica je v soboto 23. aprila v Domu kulture Andreja Stefancioze v Studenicah izvedla območno Marotovo srečanje odraslih folklornih skupin. Nastopili sta folklorna skupina Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole in folklorna skupina Lojze Aužner Zgornja Ložnica. Od pohorskih kmetov danščim vam zapet, kak pohor živi in kolik mora trpet. Ma žageno mline, velike planine po 8 volov, zraven tolarjev 100. Kak hitro petelin jo le zakriči, že pohor z družino zapojste spodi. Kosilce
pripravlja na voze, napravlja volar pa voli, na pašo podi. Obeti kosilo na mizo tiši, ob 6 pa že po planini vreši, že slika nožaga in plohe prelaga gromirom pompom, prođagi na dom. Že slika nožaga in plohe prelaga gromirom pompom, prođagi na dom.
Isti dan je v Studenicah potekala tudi območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila z imenom Napev odsev. Predstavilo se je 15 pevskih skupin. Niga lepšega meseca v letu, kot je mesec maj. Vesjo perjo, vesjo cvetjo, njega ni nazaj. Nekoč sprehajal po zelenem gaju, hotel dekle zapeljati v nebeški raj. Prosila ga je, milo prosila ga je. Fantič ji v oči pogledal, razumela je. Reči povedal, rekla je, da ja, ja, oh, ja, ja, oh, ja, na veke bom tvoja, ja, oh, ja, ja. Na veke bom tvoja. Na nedeljskih državnozborskih volitvah je prepričljivo slavila stranka Gibanje Svoboda. Po 99,68% preštetih glasov je prejela 34,54% glasov in bo v parlamentu imela 41 sedežev. Sledi Slovenska demokratska stranka s 23,53% glasov oziroma 27 mandati. V državni zbor so se uvrstili še Nova Slovenija z 8, Socialni demokrati s 7 in Levica s 5 sedeži. Volilna udeležba je bila 69,71%, kar je največ po letu 2000. Na dokončne neuradne izide parlamentarnih volitev bo sicer potrebno počakati do 3. maja. Novi državni zbor pa se bo na ustanovni seji predvidoma sešel 10 dni pozneje, torej 13. maja. V volilnem okraju Slovenska Bistrica je največ glasov, 5824 oziroma 33,30%, prijela magistrica Karmen Furman iz Slovenske demokratske stranke, ki bo tako tudi v prihodnjih 4 letih poslanka državnega zbora. Na drugem mestu je Vesna Skrbinek iz stranke Gibanje Svoboda, 27,84% glasov. Sledijo pa Modest Motaln, Povežimo Slovenijo, Tim Kampl, Socialni demokrati in Alenka Pušnik, Nova Slovenija. Volilna udeležba v volilnem okraju Slovenska Bistrica je bila 69,78%. V volilnem okraju Maribor 1, kamor po novem spadajo Spodnja Poskava, Pragersko in Zgornja Poskava, je poslanec postal Tomaž Lahi iz Gibanja Svoboda, ki je prejel 37,63% glasov.
Druga je Barbara Klajderič, Slovenska demokratska stranka, z 22,32% glasov, sledijo pa Nastja Trajkovič, Socialni demokrati, magistrica Monika Kirbič-Rojs, Povežimo Slovenijo in Andrej Šauperl, Nova Slovenija. Volilna udeležba v volilnem okraju Maribor 1 je bila 70,22%. Magistrica Karmen Furman bo tudi v prihodnjih 4 letih poslanka Državnega zbora. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je na listi Slovenske demokratske stranke prejela kar tretjino glasov volivcev v volilnem okraju Slovenska Bistrica. Najprej mi dovolite, da tole priložnost izkoristim in se zahvalim vsem volivkam in volilcem, ki so mi ponovno dali zaupanje, da jih lahko zastopam njih in naše interese za razvoj naših krajev v parlamentu. Z rezultatom smo več kot zadovoljni, smo ga tudi izboljšali glede na pretekle volitve. Dobrih 1000 glasov več in tudi res je, tretjina vseh glasov smo uspeli pridobiti in jaz upam oziroma vem, da se bom še naprej borila za to, da se projekti tudi pri nas v naših 4 občinah tudi realizirajo. Na državni ravni je zanesljivo zmagala stranka Gibanje Svoboda. Dober rezultat je dosegla tudi vaša stranka, sicer pa je v parlamentu samo 5 strank. Kako komentirate ta razplet? Ja, tokrat je očitno se bolj pokazala, bom rekla, polarizacija političnih strank, 2 pola, 3 stranke bolj na levem polu, 2 na desnem polu. Kakorkoli, gledajte, rezultat takšen kot je, so ga izvolili volilci, volilci imajo vedno prav. Upam pa, da bo na tak način tudi lažje seveda sestavljati vlado in bo to tudi nek doprinos, ne tako kot v preteklem mandatu, da so pač manjše stranke potem za svojimi interesi predvladale nad večino. Vaš pretekli mandat poslanke je torej končan. Kako bi ga ocenili? Jaz sama menim, da je bil več kot uspešen, namreč pri nas v naših 4 občinah se izvaja zgodovinsko gledano rekordna vrednost investicij, dobrih 100 milijonov evrov investicij je trenutno v teku, kar se še v preteklosti ni zgodilo, tako da rezultat je odličen in na nek način so to tudi potrdili volilci preteklo nedeljo na volitvah. Dejstvo je, da boste sedaj v opoziciji. V tej vlogi ste pravzaprav že bili na začetku prejšnjega mandata. Kako se boste torej lotili te vloge? Ja, res je, pretekli mandat sem prav tako 2 leti sodelovala kot opozicijska poslanka. Bom rekla, da je vloga kar nekoliko drugačna kot v koaliciji, ker si lahko neposredno vpet v vladne projekte, ampak gledajte, nič za to bom bdela nad tem, kaj se bo dogajalo za nas, za naše kraje, da bodo ti projekti, ki so sedaj umeščeni v državni proračun, dejansko tukaj tudi realizirani. Na vse zadnje, zato sem poslanka, zato so me izvolili naše občanke in občani in to je tudi moje delo, ne glede na to, ali sem v opoziciji ali v koaliciji. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo na dvorišču Cukr kuhne v Bistriškem gradu izvedel novinarsko konferenco, na kateri so organizatorji predstavili prireditve, ki jih pripravljajo v prihodnjih tednih. Planinsko društvo Slovenska Bistrica letos praznuje 100. obletnico delovanja. Prireditve, ki jih organizirajo ob častitljivem jubileju, je predstavila predsednica društva Breda Jurič. Obeleži tudi spomin 50 let od tragične nezgode, ki se je zgodila bistriškim alpinistom v Špiku. To je en dogodek, ki je takrat planinsko društvo, bom rekla, zelo razpolovil, zdesetkal, ker je zmanjkalo skoraj večina članov takrat udeležencev alpinističnega odseka. Vkolikor se nam to v maju ne bo uspelo, zaradi vremena bomo to sam pohod potem enostavno prestavili na jesenski čas, ker sta oba 2 meseca zelo zatrpana z drugimi aktivnosti, ki smo si jih zamislili. Ker sledi že naslednja sobota, potem 14. maj. Tega dogodka smo vsi še posebej veseli, ker je to srečanje predšolske in šolske mladine na 3 kraljih. Poleg, kot verjetno poznate, je naša sekcija
predšolske mladine ali pa mladinskega odseka najmočnejša. Šteje približno od 180 do 220 članov, odvisno je tudi od posameznih šolskih let, ampak ta skupina je tudi zelo aktivna. Vedno so tisti, ki so nekako, bom rekla, gibalo našega društva, in za leto smo pripravili poleg pohodov tudi nekaj delavnic, dodali smo vsebine, kjer jih bomo spoznavali z naravnimi vrednotami Pohorja, varovanjem okolja, tako da ta sobota bo namenjena njim od jutra, od 9. ure pa vse do popoldanskega časa, ko bomo zakurili tudi taborni ogenj in tako zaključili naše srečanje. Povabljeni bodo seveda ne samo predšolski in šolski cicibani in mladi planinci iz našega društva, ampak tudi vsi ostali v drugih planinskih društvih v MDO Podravja. Potem se začne seveda kar junij, za junij je tisti mesec oziroma 24. junij je tisti dan, ko je bilo pred 100 leti planinsko društvo ustanovljeno. Mi smo si zamislili našo osrednjo proslavo 17. junija v Slomškovem domu ob 17. uri. Več o tem bomo sigurno še objavili in napisali, pa že zdaj v tem trenutku vsi vljudno vabljeni. Kot pa je že Jana nam napovedala, se s 1. junijem naredimo tudi v knjižnici otvoritev razstave, ki bo potem seveda cel mesec na ogled. Poskušali bomo nekako strniti, 100 let je veliko, zdaj vsega se ne bo dalo v tej razstavi prikazati, ampak želja je, da tiste naše ključne prelomne dogodke, ki so bili zabeleženi, tudi zdaj še enkrat predstavimo in da jih imate na ogled vsi prebivalci Bistrice in okolice. Potem smo rekli malo, čez poletje bomo se osredotočili pač na izlete, v septembru pa je zopet, želimo se povezati tudi z tednom športa, oziroma smo predvsem društvo, ki se predvsem ukvarja z rekreativnimi dejavnostmi, tako da bomo v septembru potem se posvetili eni najranljivejši skupini, in to je starejšim iz doma dr. Jožeta Potrča. Z njimi imamo dogovor, da bomo naredili en krajši pohod, če rečemo temu pohod, po Slovenski Bistrici, ki ga bomo potem zaključili, predvidevamo pri vrtcu, kjer je tudi možnost narediti oziroma speči kruh, in želimo, da bi tako tudi ta del zaključili. Ves ta čas pa je tudi namenjen temu, da zberemo še poleg gradiva, ki ga imamo zdaj za prvih 75 let, še tudi gradiva za zadnjih 15 let, in v jeseni, nekje v začetku novembra, bi tudi radi izdali zbornik, ki bo zajemal dogodke, ki so že do zdaj v starem zborniku, in še dodali te naše nove in nekako zaključili našo dogajanje ali pa proslavljanje 100. obletnice v 3. decembra, ko bo na ravni Planinske zveze Slovenije podelitev priznanj za najbolj zaslužne planince iz cele Slovenije. To bi bil potem tudi naš zaključni dogodek. Jaz vas vabim vse, da se pridružite našim srečanjem, da se pridružite našim izletom, in hvala za pozornost. Ljudska univerza Slovenska Bistrica pripravlja tradicionalne tedne vseživljenjskega učenja in parado učenja 2022. Več o tem, kaj se bo dogajalo, je povedala Brigita Kruder, direktorica Slovenjebistriške ljudske univerze. 27. leto zapored v Sloveniji, največji izobraževalni dogodek, promocijski, s katerim pač skušamo poudariti tisto, kar najbolj vpliva na kakovost in dolžino življenja, in to je učenje v najrazličnejših oblikah, v vseh življenjskih obdobjih, na vse mogoče načine. Od 9. maja začnemo, končamo 12. junija, preko 50 izvajalcev, nekaj malega manj kot 100 prireditev. Tako da res je, zagotovo bo zanimivo, in kakršnokoli izpostavljanje katerekoli bi bilo ta trenutek preuranjeno, zato vabljeni, da kot vsako leto obiščete koledar prireditev, povezavo smo navedli v gradivu. Natalija pa po zbistričanom.si poskrbela
da bojo ažurno objavljene vse spremembe in informacije, ki so seveda pomembne za tiste, ki boste prireditve obiskali v našem okolju. Kar 9000 obiskovalcev beležimo skupaj na vseh prireditvah v lanskem letu, tako da letos se nadejamo, da po 2 malce drugačnih letih zopet lahko gremo med ljudmi na trge in ulice in takšna bo tudi parada učenja. 25. maja, jaz sem prepričana, da bo takrat tudi en tak čudovit, krasen sončen dan in mi bomo našo bazo postavili na Trgu Svobode, kjer bo center dogajanja, se bomo pa selili tudi po bistriških ulicah. Namreč letos smo imena, sporočilno vrednost, zgodovinsko vrednost ulic povezali z vodilnimi temami tedna vseživljenjskega učenja in parade učenja. Tako bomo na Rimski ulici razpravljali o digitalizaciji in razvoju, Stepišnikova, kaj drugega kot spodbuja liberalno kulturo, na Ingoličevi bomo zbirali rabljene knjige, pa seveda bomo tudi se pogovarjali o starejših, na Leskovarjevi in na Kajuhovi bomo govorili o zeleni preobrazbi in pa samooskrbi. Tam veste, da imamo po novem ne samo pametno cestno razsvetljavo, pač pa tudi urbane vrtove. Za vse informacije in dodatna pojasnila smo vam pa na razpolago. Ne bo pa šlo tudi letos brez nagradnih iger. Pripravljamo izbor Bistriške ulice z najlepšim imenom. In ne se prepirati, zagotovo jih je več, ampak ena bo zmagala. In pripravljamo še eno nagradno igro, izziv za mlade, ki pa je povezana s 30-letnico smrti Antona Ingoliča in kar nekaj prireditev seveda potem paše tudi tu noter. Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica je predstavila dogajanje v njihovem centru. Dogodke v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je napovedala direktorica knjižnice Patricija Breznikar. Več o prihodnjih prireditvah Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica pa sta povedala Ursula Pipenbacher in Ignac Pančič. Živahno bo tudi na športnem področju. Dogodke v teniškem centru Vintgar je napovedal Anže Kapun, mednarodni atletski miting je predstavil direktor javnega Zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich, 8. športni vikend pa sekretar Športne zveze občine Slovenska Bistrica Tadej Repnik. Ob koncu novinarske konference, ki jo je vodila Jana Jeglič, je direktor RICA Slovenska Bistrica Tomaž Repnik predstavil še novosti, ki jih pripravljajo v njihovi instituciji.